Ministrstvo za okolje in prostor je na drugi stopnji potrdilo odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje, ki francoskemu Lafarge cementu v Trbovljah dovoljuje sežig več kot 100 ton nevarnih odpadkov dnevno. Junijske meritve so pokazale, da Lafarge za več kot 37-krat presega dovoljene izpuste dioksinov, ki so najnevarnejši do sedaj znani strupi. Potem za 94-krat presega izpuste talija, ki je v prvi nevarnostni skupini, in nenazadnje za več kot 134-krat presega dovoljene izpuste rakotvornih snovi. Ključno je še to, da zaradi pomanjkljivosti meritev in ker se le te ne izvajajo po pravilniku, še danes nihče v Sloveniji ne ve, koliko nevarnih težkih kovin dejansko spusti v okolje Lafarge cement. Energetika je bila tudi glavni predmet razprave ob današnjem obisku premierja Boruta Pahorja v Zasavju. Še preden je prišel tja, pa so mu pot zaprli protestniki in izsilili pogovor o sežiganju odpadkov v trboveljski cementarni in onesnaževanju Zasavja. Najprej predlagam, da se umaknemo s cesto. Ne, bomo mi kar tudi stali. Tukaj ni možno živeti. In če papir prenese vse, če na Arso in na MOP-u uradniki, ki niti ene minute življenja niso tukaj preživeli, dajo papir, da je vse v redu. Potem morate vi vedeti, da tukaj te ljudje, ki so tukaj, imajo privide, privohe, prisluhe in se nam je vsem skupaj zmešali. Povozite nas, pa pohodite nas. Mi smo pa tukaj usedli, vi pa naredite to, kar počnete že zadnja leta. In se še naprej delite, da je tukaj vse v redu. Vam pravim, da se bom v roku 14 dni znova oglasil tukaj in se dobil z vami v miru. In si vzel, tako kot zahtevate, 2 uri časa, da se mimo vseh drugih direktno skupaj z mojimi sodelavci pogovarjamo z vami. Ta sestanek, kjer bodo udeleženi predstavniki ekoskupine, predstavniki podjetja, Ministrstva za okolje, lokalnih skupnosti bo predvidoma v 14 dneh. V dobrih 3 urah je premier pozabil, da je obljubil pogovor z ekologi brez drugih. Sporno je okoljevarstveno dovoljenje, ki je tako visoke izpuste dovolilo. Poglejmo na primeru. Maksimalne koncentracije izpustov za sežigalnico znašajo 10 enot organskih strupov. V primeru, da je ta koncentracija prekoračena, je treba sežigalnico ugasniti, saj je zdravstveno tveganje za prebivalce preveliko. Lafargeu pa so dovoljeni izpusti strupov, ki kar 20-krat presegajo dovoljeno koncentracijo. Sestali so se minister za okolje in predstavniki Ekokroga, ki se bojujejo za čistejše Zasavje. Sestanek je minil brez dogovora in brez rešitev. Lafarge je delal milijonske dobičke, tudi dokler ni sežigal odpadkov. Ampak zdaj jih dela še večje, ne? Poglejte, zdaj se oni lahko privoščijo, da tudi pol leta stojijo, ker sam cement očitno ni več cilj proizvodne te tovarne, tukaj je cilj sežigati odpadke. 16. marca sta Lafarge cement in občina Trbovlje podpisala donacijsko pogodbo, s katero bo Lafarge občini daroval 43 000 evrov za izgradnjo otroških igrišč. A tako torej, 43 000 evrov je vredno to, da po drugi strani občina Trbovlje od Lafargea ne zahteva ključnih podatkov o onesnaževanju okolja. Minister Roko Žarnič je javno izročil rezultate meritev onesnaženosti okolja predsedniku Ekokroga Urošu Macerlu. Ko so pogledali v kuverto, so papirje vrnili ministru, saj v kuverti ni bilo meritev, za katere so prosili. Pompozna predaja se je sprevrgla v polom in Zasavci so odšli iz trboveljskega delavskega doma ponovno razočarani. Prinesli smo tisto, kar smo obljubili, in upam, da tisti, ki so morali dati podatke v kuverte, so res dali tisto, kar smo obljubili. V kuverto minister, kot je dejal, ni pogledal, zato ni čudno, da je danes dobil košarico. Zasavci so zaradi arogantnega odnosa državnih organov čedalje bolj slabe volje. Kdaj boste ustavili, gospod minister, zažiganje odpadkov? A boste danes ali jutri? Če ne, mislim, tule nagrad več ne vre. Sam to nas zanima, neč drugega. Glejte, jaz ne ustavljam tovaren, to ni moja funkcija. Ne, to pomeni, da ustavi tovarno. Ja, seveda. Glejte, čakajte, sam trenutek. Gospod minister, da to vas skrbi je zadnje. Vi ste okoljski minister, ne gospodarski. In noben odvetnik Lafarge cementa niste. Vas bi mogli skrbeti zdravje nas, ki tukaj sedimo. Vas bi mogli skrbeti naši problemi, ne pa ekonomika Lafargea. Prekleto klečeplazenje. Koliko politikov, različnih strokovnjakov, novinarjev in drugih ve za strahotno krivico nad prebivalci Zasavja, pa so zaradi gnile preračunljivosti tiho oziroma delujejo celo v francosko korist. Ta izrojenost je gonilo Lafargevega uspeha. Ključno vlogo pa seveda igrajo slovenski politiki.
Te tragične karikature majhnosti, ponižnosti in votle nadutosti. Začenjamo v Parizu, kjer naša ekipa spremlja nov pomemben korak k poglobitvi slovensko-francoskih odnosov. Francija naj bi se zanimala predvsem za več milijardne investicije v slovenske železnice, za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem in za gradnjo 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Nekaj 10 protestnikov iz Zasavja je danes pred francoskim veleposlaništvom v Ljubljani zelo nazorno opozarjalo premierja Pahorja, naj nikar ne sklepa sporazuma s Francozi, dokler ni rešeno vprašanje sežiganja odpadkov v Lafargevi cementarni v Trbovljah. Upravičeno se nam zastavlja vprašanje, ali smo Slovenci enakopravni in enakovredni partnerji pri podpisovanju sporazuma. Ali je res za nas vse dobro? Še toliko bolj jezni so, ker je upravno sodišče v petek cementarni Lafarge odvzelo okoljevarstveno dovoljenje, vendar se ni zgodilo nič. Vse ostane tiho, kot da se ni nič naredilo, ne ukrepajo nobena ustanova, niti ARSO, niti inšpekcija, niti MOP. Ljudje imajo občutek, da v cementarniško peč po objavi razsodbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja še hitreje mečejo odpadke. V Lafarge še kar vozijo odpadke, tokrat so pripeljali gume. Regijski center za obveščanje Trbovlje je tekom sobote, nedelje prejel kar nekaj klicev v zvezi z onesnaženostjo zraka. Smrdelo je po zažganih gumah, pekoč občutek v ustih, dražeč kašelj. V trboveljskem Lafargeu še vedno ne dajo izjav pred kamero. Pravijo, da še niso uradno obveščeni o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja, zato v tovarni še naprej mirno obratujejo in kurijo. Mi se že borimo na papirnatem delu, in smo dobili to tožbo pa na ARSO, pa na MOP-u. Ampak vendarle, če hočeš kakršenkoli premik narediti, je ta država zelo jasne signale dala. Ne boš ga naredil, dokler ne boš resno zarobotal. Država se te mora bati. In to je v bistvu se je naredil. Mi smo Pahorju pisali pisma, ne vem koliko časa, pa nas je ignoriral. Dokler se ni v bistvu neka skupina ljudi usedla na cesto, potem pa se je pogovarjal z nami. Znači, dati jasen signal, ko boš izsilil eno stvar, jo boš dobil, prej ne boš dobil. In potem je bil dogovorjen ta sestanek z njim in vsi vemo, da je v bistvu požrl besedo in nas je imel spet za norce. In dokler se Zasavje spet ni tukaj zbral, da je štafeto peš odšel v Ljubljano in da ga je tam pričakal 3000 ljudi in da je mogel pobegniti tudi od zadnji, ni prišel do pogovora, ampak prišel pa je do pogovora uro, dve preden je bil protestni shod in potem še dvakrat. Tako da signal na signal ljudem, da v tej državi ne dosežeš nič. Če si tih, pa čakaš, da bo nekdo drug naredil, pa čakaš, da boš dobil neko zadoščenje, pa neko zmago, sam z nekim dopisovanjem. Ne. Mi zmagamo, potem spet zgubimo, pa se to nekako, ne vem, ta postopek vleče ko jara kača, ne? In si vsako leto rečemo, zdaj pa je res gotovo in zdaj se spet to leto rečemo, zdaj pa če pa letos, ne, zdaj je v tako kajlo vse skupaj, zdaj pa če pa letos ne končamo te vojne, pa ne vem, da bomo, ne. Ampak potem spet eno leto mine, pa, ne. Tako da, jaz upam, no, da boste ljudje, kot mislim, da te informacije čim več krožijo okrog, kakva krivica se vam godi, ne se nekaj o tem pogovarjati. Ne, ko pride do tega, tako kot je zdaj prišlo pred, ne vem, 2 tednoma, kdaj so zagnali spet to peč, pa je spet smrdelo zelo. In v bistvu se nič takega ni zgodilo, razen da so ljudje zelo nas klicali, ne. Uroša, mene so stavili na cesti, me tudi pokličejo, pa to pa to smo boste kaj naredili, pa to, ja, mislim, ne vem, naredili, kaj je, vse mi delamo, tako že skozi, ampak vidite, oni pač pa onesnažujejo, ne. Zdaj treba najmanj, kar je, ne nas poklicati, ampak poklicati center za obveščanje, pa njih nakruliti, pa se potem oni zderejo na inšpekcijo, in tako da to kroži, da Ljubljana zve, da nam tukaj ni vse eno. Vedno, ko oni zalafajo, pa če nam smrdi, ni nam vseeno, nismo pozabili, ne bomo se nehali upirati. In zdaj je še en zelo važni in prelomni trenutek, ko ga je Boštjan omenil, to je to prej, je bilo teh 500 metrskih vplivni pas, je bil ponižujoč za celo Zasavje. In tam so se samo zmotili, nič drugega, zmotili so se, ker niso pričakovali, da je znotraj tega še ena moja parcela. In zdaj so naredili še boljš, ne.
Zdaj so plačali znanost, da jim je zračunala, da gre dimni polin skozi dimnik ven, pa ob dimniku dol in da se na tistih 150 metrih tu prečistijo, da pridejo iz 150 metrov ven takšni, da niso več škodljivi za zdrave ljudi. To logiko plača znanost, mislim, znanost sprejme, če jo plača kapital. Uroš je že povedal, zadnja študija, ki so jo predložili v postopek, pravi, da vpliv Lafarge cementa seže v povprečju samo 150 metrov okrog dimnika, se pravi bolj ali manj samo na dvorišče Lafarge cementa. Če bo to sprejeto, da je to zdravo zagotovo, pomeni, da ni več človeka, ki bi lahko bil stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Tudi Uroš spade ven iz postopka. Potem ostane še samo občina Trbovlje, ki pa je zgolj, bom rekel, odsokla v bistvu Lafarge cementu, nažalost. Jaz bi samo vprašal, kako je ta inštitut Milan Vidmar, ali pa je, ne? Je ta edin merodajen, da odloča o tem pasu? Ne, ni edin. Ampak je plačano ta pas? Ja, gledajte, oni so akreditirani za to, Lafarge cement ga najame, mu plača študijo in ta študija je verodostojna. Ne smemo se slepiti, da Arso ni zainteresiran, da ne bi to sprejel. In te plini lepo tle pri nas ostanejo, se naširijo izven, rečemo, Zasavja naprej, ne? In za enega takega direktorja Arsa, tega Žlebira, je to super zadeva, da ima tudi to reči, da lahko reče Evropi, evo, ta problem sem rešil, odpadke zdaj se žigamo, cementarna študija so pokazane vpliva. Itak ni, samo dvorišči in konc. Jaz se bolj, bom rekel, nagibam k temu, da bi še kakšno akcijo konkretno naredili, tako kot je bila zapora ceste ali pa Ljubljana, ne? Predvsem zaradi tega, ker imam čedalje manj upanja, da je naša država kolikor pravna. Cela Slovenija ve, cela Slovenija se zgraža in tako naprej, ampak zgodba gre, psi lajajo, karavana gre. Glejte, ali si bomo svoje domove pa svoje otroke obranili sami, Arso in takšne inštitucije, kot so EIMV, nam jih prav gotovo ne bojo. Tako da teh zadeva ljudje morajo aktivno sodelovati. Zbrali smo se zato, da ustavimo ta kriminal in genocid, ki se ustvarja nad nami v Zasavju. Lafarge cement vse skozi trdi, da deluje znotraj zakonodaje. To je delno tudi res. Ampak vsi genocidi v zgodovini so delovali znotraj zakonodaje. Vsi so imeli žegen trenutne oblasti. Ampak čez leta so bili vsi ti genocidi tudi obsojeni. Mi pa ne bomo dovolili, da bodo ta genocid obsojali čez 20 let, prekiniti ga moramo zdaj tukaj. Pravočasno smo poslali pismo in do zadnje minute upamo, da bo to štafeto norosti sprejel gospod predsednik Pahor in da bo to norost, ki se dogaja v Zasavju, prekinil, da bo pogledal na človeka, da bo pogledal na svoje državljane in da bo pokazal, da dela dejanja vredne moža. Ker gospoda predsednika zaenkrat še ni tukaj. Jaz predlagam, da ga probamo na glas poklicati. Da nas bo slišal.
Ni nam mar tega. Na Hrvaški je šel! Bistvo vsega, kar je bilo treba narediti, smo danes naredili. In tudi to, kar bo potreba in kar je treba v tem trenutku povedati, bomo povedali. Pahor Milajeva. Jaz predlagam, da to štafeto skupaj primemo in jo predamo navideznemu predsedniku vlade, gospodu Pahorju, z jasnim in glasnim sporočilom. Mi smo tisti, ki bi zahtevali kaj več kot ostali. Smo samo tisti, ki zahtevamo to, ker nam je po ustavi zagotovljeno življenje v čistem in zdravem okolju. Smo? A malo tega dost? A malo tega dost? A malo tega dost? Evo, gospod Pahor, od tega trenutka naprej, 10 dni, vlada prevzela vso odgovornost za dejanja, ki se bojo po 10 dneh vršila. Možno narediti, do jutri ob 10 mora to občina imeti. Ja, jutri sebi to mora imeti. Veš, pa rodi stvari. To je pa zdaj tam ta. Ne apelira se k temu, da morajo zavzeti negativno stališče do svetniki, do sežiganja odpadkov, ampak da sploh stališča ne zavzamejo, dokler se zadeva celostno ne obdela. To se mi zdi, tisti sklepi so oni pripravili v tistih 5 točkah, tisti ne sme biti sprejet. Če bo sprejet, smo mi to bitko zgubili. Bitko, ne? Bistvo problema sploh nič. Oni hočejo gor sporočiti matici v Francijo, pa naši vladi, da občina podpira proizvodu cementa tukaj, veš, mislim, nasploh. In je ne sme nasploh podpirati. Druga točka je, da jih v najkrajšem možnem času, da jih pozivajo. Vse to je. Lahko jih pozivajo. Kva bo Arso kršil zakonodajo in bo prehtel? Pa tako rečemo, ta sklep, sicer ima 5 točk, ampak tega sklepa ne morete sprejeti. Preden se zadeva ne prouči, je treba narediti. Ne smete dati stališča do proizvodnje cementa. Mislim, ena stvar je sklicevanje zdaj na postopek. Postopek je napovedal ta nov minister predstavnikom Lafargea svoj prvi dan, ko je rekel, da bo morala biti vključena javnost. To se pravi, javnost... Ja, so te to splošno. Ni splošno. Ni splošno, ker javnost ni občinski svet. Zainteresirana javnost nima nobenih pravic. Ti imaš samo to pravico, da ti oni morajo povedati, kdaj bojo kaj naredili, na kak način bojo naredili in kakšne sklepe so sprejeli. To pomeni, tvoja pravica je samo ta, da te oni morajo informirati. Pravica do obveščenosti, ja. To. Pravico, ki jo pa ti kakršnokoli imaš, da pa v postopku sodeluješ, jo imaš pa samo, če si stranka v postopku. Želja tega elaborata je, da vse stranke v postopku izločijo, to se pravi predvsem tebe, in to se jim ne sme dovoliti zdaj na tej seji, da bi sklepi te seje, da bi dale mandat županu oziroma službam njegovim, da ne nasprotujejo nobeni stvari kot stranka v postopku pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge cement. Če svetniki potrdijo ta sklep, dajo na nek način zeleno luč, mandat županu. Če ta sklep sprejet, v ponedeljek smo mi bitko izgubili. Mislim, brez omejitev. Zagovarja se
proizvodna cementa, brez da se pogovarja, ali je to proizvodna s čistim energentom, ali je z odpadki, ali je z nevarnimi odpadki in brez da se pogovarja pod kakimi menjimi vrednostmi. Plus z upoštevanjem in ob upoštevanju geografskih in mikroklimatskih razmer, ja vse bomo mi to, veš, mislim, poročili pa to, ne, in iz vseh obremenitev degradiranega okolja. Zdravstva se dotaknili niso. Kaj pa življenja v njem? Oni bodo proučevali okolje. In to še celo samo degradirano okolje. A imamo mi status degradiranega okolja, ali nijemo? Imamo, zdaj, če bo ta uredba sprejeta. Če bo uredba sprejeta. A ni to moj brezvezen sklep? Ti prosiš enega, da bo se zauzemaš za to, da bo upošteval veljavno zakonodajo. Ja, a drugače pa ne ve koga. Tukaj bolj, kot da se analizira to, je bolj treba poudariti, kje je pas tako oblikovanega sklepa. S takim sklepom dovolimo to. Ja, ta sklep, prva točka, ne prav dobesedno, za vsako ceno smo pripravljeni ohraniti delovna mesta. Tako. Če mi obudimo to, da občina nima teh osnovnih podatkov, ne? To bo zelo, mislim, ja, gledaj, kam zdaj gremo, mi bomo za njih sprejeli neki splošen sklep, nima pa niti osnovnih podatkov o tem, kaj je njim iz dimnika ven, pa kakaj je kakovost zraka zaradi njih. Ja. Tega še danes noben nima, a mi pa se zdaj tukaj pogovarjamo o kako podpiramo, pa ne podpiramo, pa to, veš. Eno je to, da niso poslušali okoljcev pa zdravnikov, druge pa to, da niti podatkov nimate osnovnih. Ja. A vam je Lafarge Cement povedal, kako bo to dosegel? Je sežiganje odpadkov. Se pravi, občina, vi podpirate to. Vi takega sklepa ne morete sprejeti. Ja, ne brez zdravstvene stroke, ne brez... Ne, pred niste informirani celostno, ne morete tega sprejeti. Ne smete sprejeti. Ja, pa ne smete, ja. Ne vseh 5 sklepov razvaja. Ne. Prva točka je važna. Samo prvega, pok, ne morete tega sprejeti. Ja. Fertik. Ja, vprašanje. Pa veš, če ti pa nekaj spreminjali, pa to... Tele 3 smo spremenili. Ta je, tega nismo imeli mi. Tako. Ja. Še obljubeno je bilo. Ja, kaj je zdaj? Kaj je bilo, pa se ovo posjetno čisto vse. To. Ja, ne, to je po mojem... Ne, to na povezavi, to. Evo. Prvič, občinski svet občine Trbovlje podpira dejavnost proizvodnje cementa v Lafarge Cement d.o.o. Trbovlje in se zaveda pomena tovarne za prihodnji razvoj regije. Občinski svet prav tako podpira Lafarge Cement d.o.o. Trbovlje pri ohranitvi čim večjega števila delovnih mest danes in v prihodnje. Občinski svet občine Trbovlje poziva vse pristojne organe v Republiki Sloveniji, da v najkrajšem možnem času omogočijo cementarni Lafarge Cement d.o.o. Trbovlje obratovanje pod enakimi pogoji, kot veljajo za cementarne v Sloveniji in Evropski uniji, z upoštevanjem vseh veljavnih zakonov, standardov in predpisov ter upoštevanjem geografskih in mikroklimatskih razmer. Tretjič, župan občine Trbovlje pozove lastnike Lafarge Cement d.o.o. Trbovlje k preučitvi vseh Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep v celoti sprejet z 22 glasovi za. Lahko noč.
Dragi krajani, danes je za naša vas posebni dan in pomembni. Posebno zato, ker ne pride minister kar vsak dan takole vas, da se pogovarjal s krajanom, pomembno pa zato, ker je morbiti naša prihodnost verjetno zavisi tudi od današnjega razgovora z ministrem. Kakšno luč bomo mimo problematiko predstavili, tako bo verjetno tudi, mogoče bo to tudi kaj vplivalo na naše nadaljnje življenje. Jaz bi vas pozdravila danes po pooblastilu predstavnice civilne iniciative, gospe Naste Doberleč-Bučalič, ki se žal tega srečanja ne more udeležiti. Ta odločitev, ki jo ARSO sprejema, bo imela za regijo dolgoročne posledice, tako kot je predsednik krajovne skupnosti začel današnji nagovor. Od tega je dejansko odvisno zdravje in preživetje in izseljevanje ljudi in verjetno še marsikaj. Pa ne samo sedanje generacije, ampak tudi prihodnji rodovi. V nadaljevanju bo še predstavljeno, za katere strupe gre. To so strupi, ki vplivajo na genetski material, na zarodek, preko materinega mleka, na otroke in tako dalje. Tako da to se nam zdi zelo pomembno vprašanje za vse tiste, ki tukaj živimo in za tiste, ki se bodo še rodili. Čez vikend prah. Sedaj je smrad. Prahu ni več tako velik, ampak je pa smrad. In včasih, ko si vzuni, poletje, otroci se igrajo, gremo v hišo, takoj vse okna zapreti. Noter, nobeden več ven. Ampak predno ti piješ v hišo, zapreš okna in smrad v stanovanju. Spimo, živimo v mansardi, poleti 30 stopinj. Ne moramo prezrati. Trenutno spimo pri odprtih oknih. Jaz kot mati se sprašujem, vsakeč, ko grejo otroci maline nabirati, ali je to dobro za njih, ali ni dobro za njih. So nam skus na podlagi nekih študij pa zagotovili, bom rekel, takih strokovnjakov, še s kakem pridevnikom spredi, da bo to vse v redu. Ko je pa ta dovoljenje prišel, ko so ga začeli izvajati, imamo pa zdaj vsaj to izkušnjo, da vidimo, da tiste besede teh strokovnjakov ne držijo praktično nič. En sam ljub smrad, nič drugega. Nam so pa, vsaj meni prej na velikih teh sestankih predavali, koliko se bo vse znižali, koliko je to boljš, da vse zgine, ampak ta izkušnja teh 2 let, ko smo mogli mi to prenašati, je taka, da nas sam s papirjem ne bo pripričal nihče več nič, da je to, da je to v redu. Nimam ne vem kaj, ampak to pa kar pa imam, pa na trgu nima nobene vrednosti, prav zaradi te bližine teh onesnaževalcev. Davke plačujemo pa vsi enake. Nismo ne degradirani, nismo ne nič, s tem, da vsi rezultati zdravstveni in kakršnikoli izkazujejo porazna stanja, dobesedno degradiran v vsem, v zdravju, v premoženju, v vsem. Tist, kar na njih zrast, da ni užiten, recesija je tukaj pred vrati, brez služb so ljudje, kjer ima kakšen vrt, bi rekel, se gre lahko na svoj vrt po solato, pa so vse to za mizo z užitkam pojedel. Mi tega ne moramo. Mi tega ne moramo. Kakšne so vaše pogledi na to? Je bil tukaj le gospod Viran, rekel šef ali pa direktor generalne cementarne, je zagotovo takrat, je sam rekel javno. Imeli so ko bi rekel, na črn premog so hasali, po domače povedano, in so imeli 12 milijonov dobička. To ni dost. In so šli v to na alternativna goriva, kako se to lepo sliši, alternativna goriva, to edin tisk, ki nekamor šolo hodil, pa še tisk ga poče saj, ve, da to ni to. Mi smo mislili, ajde, kakve sekance, plina, kakve tazga, ne, to, ta najslabi. In pa ko je tukaj je on javno pa nam rekel, bolj ko stropino odpadke hasaš, bolj čistejš luft van dobiš. To je, ker ga zelo bi rekel, pa to še otroci vrci ne morajo tukaj tazga pojesti. Ne pa še ne mi. Po drugi strani pa tudi mi, kmeti, ali pa vsi ti revaščani, pogledajte, kam je. Mi smo si zdaj postavili ali hiše, ali kmetije, nakupili mehanizacijo, to tri. Vsi imamo otroke, družine. Vsak gleda, da ima naslednika za naprej. In zdaj ti imaš tukaj nabor, jaz čist odkrit povedam, sem že tukaj, da bi mojega sina traj bo stran s tukaj. Ja se mu ne moraš omogočiti zdravega življenja, če ne veš, a boš ti še 5 let živel, kako bo pa on kmetoval, se bo raka na kopu karkoli. Ampak ne moreš, ne veš. Kje boš knar dobil, da bi to spravil, ko bi rekel sina kam drugam spravil, ali pa karkoli.
Mi smo pa tukaj gor zarasli, ali pa še naš dedi, pa ne vem ko, vsi smo se mi tukaj, pred namci so že neki gor hiše drugordili, mož oče še malo naprej, jaz še malo naprej, vsi imamo zdaj, ko bi rekel, neko kar fajn naredne, po domač povedal. In še drug problem je, bom še nekaj drugega povedal. Tudi kmetijska zadruga, ko je tele naše bike odkupala ali pa karkoli, je imela problem za naprej prodajo. Vse mi nismo proti zapiranju. Naj delajo, sam naj delajo na tistem, to je pa tudi res, malo med dobička bo. Samo malo med dobička bo. Ne bo treba z veliko lopato kjer nositi ali pa voziti v Francijo, pa bo malo zmešati. Veliko nezaupanje in zato želim z prve roke slišati tudi informacije od krajank in krajanov tu iz Ravenske vasi in tudi od Ravenskega prostoru. Sam sem se danes v sklopu obiska tu v Zagorju z veseljem odzval povabilo krajanov, da z prve roke slišim njihov pogled in pa tudi njihovo na nek način tudi poročilo, kako so zadeve v preteklosti potekale. Delno mi je situacija poznana in tudi to mi je poznano, da je v preteklosti bilo celo vrsta korakov, ki so bili narejeni in nikako niso porok za neko zaupanje med ljudmi, zato mislim, da tudi danes ta situacija zelo pripeljena. Tako ne more kaj naprej jesti. Veš kaj? Doktor nova FIFA. Žena. Škog pije. V bistvu najprej je nek prispevek, ki je uvodil to temo. Pa tebe sprašujejo na to. Ampak jaz tega prispevka nisem prej videl. Niti me dodajo ga nisem mogel videti. Ker ti sediš v studiu na drugi strani studija. In ko se prispevek začne, v tistem cajti, pač kamera kaže prispevek, morajo tebe preseliti iz ene strani studija na drugo stran studija, šibaš tja, dajo ti stol, probajo ozvočenje in ti več kot polovico prispevka, ga ne slišiš, ne vidiš nič. Jaz v tistem trenutku nisem videl tega, kar sem povedal doma, ko sem pogledal. Da so tam povedali, da je tam na odlagališči 120 tisoč ton gum. V prispevki je pa povedala, da Slovenija letno predela 18 tisoč ton. Povedal. Pridela. V bistvu letno v Sloveniji se nabere 18 tisoč ton gum. To pa pomeni, da jih je na tisti kupic za cirka 9 let, 8-9 let. Stvar je taka, ali se je 9 let nabirale vse slovenske gume na eni kupic, pa odgovorni v tej Sloveniji za te gume niso naredili nič, 9 let, danes bi jih pa rad zažgal. Seveda, tam sploh verjetno niso slovenske gume, ampak so iz tujine uvožene gume. Ker če je Lafarge ves cajt govori, da je kuro izključno slovensko odpadke, če jih Anhovo vsa ta leta kur, žgave so te gume. Koliko jih je že takrat tam bilo, koliko jih je zgorel, koliko jih je zdaj v zadnjem cajti prepeljan, ampak to so krasna vprašanja za Arso, za MOP, za ministra. A kot ekološko katastrofo pa tistih požarov ni ben smatral? So neki. Zgori desetina tistega je tako kot lala. Ne, sej še najbolj je to kot ekološko, Lafarge še najbolj to interpretiral kot ekološko katastrofo, ne? Ja. V smislu, veš, mi smo pa nas pa to gre kontrolirano, a veš, tam je to bilo nekontrolirano, ne? Ja, mi smo pa specialisti za to. Pa ne pri veliki temperaturi. Vse, vemo. Ne, ni jo pojedla, bal sem se, da bi jo pojedla. Dve stvari so take. Dajmo. Če te uspekla, mi je spaj strani, jaz sem sam počakal, da vi hočete pa. Mi je tako da malo višji noge.
Cvikneš, veš, to ni drugega, cvikneš, pa brcneš, ne? Tam ideja gazdi. Viš kva? Ni medijsko primerno, da imamo plastično flašo na mizi. Ja. Da pretočimo to. Saj ne vem, odkud je to prišlo, kje pa bi nisem to flašo? To je eden mogel biti takent. Jaz sem noter. Ja. Lara. Pa ne morem tako narediti. Jaz sem mi to dobil, ješ pa študiram, kjer je na partija so plastično flašo. Se ni to hudo, Nam sicer zagotavljajo, da z nekimi volitvami demokratično zvolimo neke politike, ki potem zagovarjajo interes ljudi, ne? Ampak kaj se dogaja, tako vidimo, in za nekimi inštitucijami, ki naj bi uravnavale ta, bom rekel, vpliv industrije na okolje, lahko mi mirno spimo. In z inšpekcijskimi službami, z meritvami, z vsem tem, ne, vi samo mirno spite, ne vtikite se, ni potrebe, vi se svojim ukvarjate, za vse to je poskrbljeno. Mislim, ta stvar je v bistvu toliko enostavna, pa krivica je tako velika, da v bistvu je nas čudilo, kako to, da v bistvu noben novinar tega malo bolj resno ne zapopade, pa poslušamo obe plati, ne. Ti govorijo tak, ti pa govorijo drugače, to je smisel, ampak pri določeni, mislim, da neke določene točke moraš ti zavzeti stališče do nekega problema, ne samo obe strani pripraviti reči, ne vem, ja, Hitler pravi tak, oni Židi pa pravijo tak, ja, nekje vmes je pa menda res. Ampak ne, se treba opredeliti do problema, problem je to pa to in tukaj ena stran zavaja, druga pa ne, naprimer, pač, ker to pač čisto življenjska situacija in je treba razpucati, ne. Lafarge se je neprestano sestajal z določenimi politiki in doživljali smo sestanke za francosko ambasado. Jaz ne vem, nikoli, saj jaz osebno ne spomnim, da bi katerikoli ambasador ene države prihajal v Zasavje. No, francoska ambasadorka se je vozila v Zasavje, da se je sestajala z županom občine Zagorje, Matjažem Šveganom in pa Eko Krogom. In tam odkrito lobirala za to, da ta tovarna ta dovoljenje mora imeti. Ko se s tem seznanjen, kako rekel, zahrbtni, kako nalašč neučinkoviti, znajo biti odrasli ljudje, ki imajo neko oblast, neko moč, pa pol vidiš, da so pripravljeni, ne vem, jaz ne vem zakaj, delati proti lastnim ljudem, proti ne vem, za nelastni volilni bazi ali pa kakorkoli. In ti se v bistvu moraš tepsti za, kaj pa vem, mislim, zdaj, ja, po eni strani s temi dopisi, pa z neko kreativnostjo, pa obveščati javnost, pa delati delo nekih raziskovalcev, ne, vse strokovnjaka na pravnem področju, ne, vse samo zaradi tega, ker tisti, ki bi morali opravljati vso to delo, te krivice smo v bistvu ne bi smelo biti. Vsi tisti, ki bi morali to v bistvu pomesti, tega ne pometejo, ne, oziroma celo delajo proti nam. Ko vidiš, da so politiki pripravljeni lagati za Lafarge cement. Vse Lafarge cement tako laže, vse ni problem, mislim, te laži smo že tolikokrat izpostavili, pa kazni plačajo zaradi nespoštovanja zakonodaje pa to, ampak ko vidiš, da mu pomagajo ljudje, ki so plačani za to, da bi morali ravno take Lafarge cement te v bistvu prevzgojiti oziroma jih preusmeriti v neka zdrava podjetja. In mi smo od začetka prepričani in imeli tudi vse dokaze, da je to tako. Ampak rabili smo 7 let, da je sodišče rekel, res je. Ta spoznanje tukaj, ne, mislim, na kak način se pač nekdo poslužuje teh vzvodov moči, vzvodov kapitala z namenom, da bi dosegel svoj cilj, ne, mislim, da je to tukaj tist res grozljiv, ne. Ne moreš požreti, enostavno ne moreš požreti. Ne rečem, veliko je ljudi, ki reče, sej nima smisla, sej se ne splača. Kaj čemo, lej, tuk let se že borimo, pa vse smo že probali, pa 100 dopisov smo naredili, pa gled se še kar norce delajo. Pa sej lahko delaš, ker češ, oni itak bojo dosegli to, no? Njim ni uspel, da bi z nas to naredili, da bi nam vzeli ta duh pa upor. Ker se zavedamo, da je to je njihov končni cilj. Njihov končni cilj je ravno to. Človeka spraviti do te točke. Tuk cajt, da ga izčrpavaš, da ga spraviš na to točko, da zgubi voljo in da se preda in reče, ne da se, ne gre več. No, mi tega ne bomo naredili. Ko se meni zdi, da sem pa že res totalno sesut, pa da nič več ne morem, pa da niti ideje več nimam, pa tudi če imam idejo, pa nimam več energije, da bi jo sprovedal. Evo, pa pridejo novi ljudje, pa novo zagon, pa nove, mislim, pa pol, mislim, ne, nastaja spletna stran,
Mislim, jaz sem že nekaj gledal, Eko-klubovo spletno stran, ker ni bilo nič novega, ne, mislim. Ker mi nismo nič, ne, ja. Pa koncert. Pa se bo začelo novo življenje, ne, v bistvu, ne taka renesansa, v bistvu, Eko-kroga, ne. Ko je moj staroče dobil telefonsko številko od Uroša, od enega svojega znanca, je pač mene večkrat prosil, da ga pokličem, da ga vprašam, kako kaj stvari stojijo, ne. In to se je kar nekajkrat naredil, ne, in pač, da sem Uroša malo poklical, malo vprašal, kakšna je situacija, ne, in pol mi enostavno nisem mogel več nekako sam pri sebi, sem imel nek občutek, oziroma čutil sem se nekako dolžnega, da tudi sam nekaj prispevam v tem boju, ne, ker je res, kot Boštjan rekel, ta krivica bila enostavno prevelika, da bi lahko doma sedel križem rok, gledal Deč, pa Uroša se tam malo poklical pa vprašal, ne, ko so že kaj naredili, ne, jaz sem pa doma lepo sedim na kavč, ne. Še uno nagorilo v kuti, ne potreba. Dobar je. Stoj tam, deva stoj tam. Stoj. Stoj. Stoj, Trodo. Stoj. 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 Stoj.